Lepo pozdravljeni. Danes pa imam za vas eno tako čudovito pomladno temo in to je well-being management oziroma dobro počutje, skrb za lastno dobro počutje, torej kako jaz upravljam z svojimi občutji. Včasih mi reče, joj, Zinka, veš, počutim se tako pa tako pa tako, pa mu jaz rečem, a je to zate dobro? Prav, ja ni, ampak se počutim. Pa rečem, jaz če se už boš počutil, se pa počuti tako. Malo se pohecam, ampak izjemno pomembno je, da vedno pogledamo, ali določena občutja zares delujejo nam v dobro ali ne. In če določena občutja ne delujejo nam v dobro, izkušajmo, kar se le da hitro odpraviti. Odpravimo je že tako, samo da se prefokusiramo na nekaj drugega. Torej, če se jaz zelo slabo počutim v delovnem okolju, začnem razmišljati o tem, ne vem, kaj bom danes naredila in se začnem poglobljeno usmerjati v delo. Ali pa recimo začnem planirati neko naslednjo svojo delovno nalogo ali naslednjo svojo zadevo, ki me bo razveselila, ker s tem, ko bom sama sebe razveselila, bom dvigala razpoloženje v svojem telesu in mi bo bolje. Zdaj, dobro počutje v osnovi gledamo skozi 5 področji dobrega počutja. Prvo je fizično področje, torej če se vi v svojem telesu ne boste dobro počutili, če ne boste jedli ustrezne in zdrave hrane, če ne boste dovolj počivali, je dejstvo, da se boste zelo težko dolgo dobro počutili. Drugo je mentalno dobro počutje, da veste, da vaša glava dela dobro, da veste, da ste sposobni opraviti določeno delovno nalogo. Če imate ta notranji občutek, vam bo veliko lažje. Potem naslednjo je čustveno dobro počutje. Včasih se vam zgodi, da vas kakšna stvar razjezi. Včasih se vam zgodi, da od nekoga nekaj pričakujete, pa on tega ne naredi. Takrat vas najbrž preplavijo določeno občutje, ki za vas in za situacijo niso dobro. Biti sposoben kakšna težja občutja, predvsem pa občutja, ki negativno vplivajo na vašo uspešnost in na vaše počutje, eliminirati, je to za vas izjemno pomembno. Torej, da jih znate zaznati in da veste, kako boste, ko se bojo pri vas pojavila neka čustva, ko jih boste eliminirali. In potem imamo še socialno, to je 4. področje, torej socialno dobro počutje. To je področje, ki se je v zadnjih letih pokazalo, kako zares pomembno je. Mi smo socialna bitja. Če jaz lahko nekaj, kar se je meni fajnega zgodilo, podelim s svojimi prijatelji, s svojimi bližnjimi, s svojimi ljubljenimi, seveda se bom jaz potem mnogo bolje počutila. Prav je, da nagrada je vredna toliko, koliko ljudi jo lahko delim. Torej, iščite taka okolja, kjer vam bojo vsako vašo nagrado, ki jo boste dobili, ki bojo vrednost dvignila. In še zadnje je pa duhovno dobro počutje. Tukaj predvsem gledamo, ali jaz vidim namen v tem, kar delam. Ali jaz vidim nek smisel. Recimo, to lahko pogledamo tudi z tega vidika, če jaz razumem v celoti, kaj moja organizacija dela. Ne samo to, tisti majhen delček, ki ga moram jaz narediti, ampak če jaz vem, kaj to pomeni za mojega sodelavca, pa še za njegovega sodelavca naprej, pa za mojo stranko, se bom jaz pri delu popolnoma drugače počutila, če jaz poznam samo svoj majhen delček majhen delček v celotni verigi nalog, ki morajo biti opravljene za to, da je delo dobro. Torej, well-being management obsega 5 področji in skrbite, da bo vseh 5 področji res dobro uravnovešenih. Ponovimo še enkrat, da se bomo lažje zapomnili: fizično, mentalno, čustveno, socialno in pa duhovno. Srečno!